Živjo, sem Borut Lesjak. Rad bi ti povedal par stvari spet o celjenju, o tem, kako deluje meditacija dihanja. Ravnokar sem opravil meditacijo na posnetek globalne skupine celjenja Davida Elliotta. In še vedno so ti posnetki izredno močni, tako kot je bila tudi sama skupina, na daljavo. In verjamem, da bodo tudi naše slovenske skupine, ki jih bomo v kratkem začeli izvajati, čez 2 tedna približno, poglejte si na moji spletni strani bolj točno, da bodo ravno tako močne. In kaj to pomeni, močne? To pomeni, da ko bomo dihali to posebno meditacijo, ki temelji na samoljubezni, se bomo izredno sprostili in nehali razmišljati, nehali presojati, obsojati, predvsem sebe. Začutili bomo samoljubezen, začutili bomo svojo moč odločanja, izbire v tem svetu in začutili bomo, da imamo pravico biti, kar smo, na tak lep, nežen način. Pravico biti to, kar želimo biti, ne glede na vse okoliščine zunaj nas, ne glede na vse, kar nas skrbi, boli, straši, na vse zamere, na vse težave v odnosih, ki jih imamo, in tudi ne glede na vse bolezni, ki so se manifestirale, ker morda nismo znali izraziti in sploh čutiti svoje samoljubezni in tudi čutiti vseh občutkov pomanjkanja samoljubezni. V tem je ključ celjenja. Do tega prideš, do te zavesti lahko prideš med to meditacijo in zelo jo priporočam. Tako kot jo tudi sam izredno močno spoštujem, z veliko hvaležnostjo. Konkretno, poglejte si na moji spletni strani, kakšne vrste, kakšne oblike teh meditacij ponujam. Vem, da ni za vse enako tisto, kar najbolj deluje. Nekateri želite zasebne seanse, nekateri imate radi veliko skupino, nekateri privatno doma, nekateri skupaj. Tako da vse te možnosti bomo raziskali in jih preizkusili, počasi širimo ponudbo in poskušam se prilagajati razmeram tukaj pri nas v Sloveniji. Glede na to, da prinašam to tehniko iz Amerike, kjer mogoče smo kulturno smo malo drugačni, ampak mislim, da v resnici nismo toliko različni. Tako da, kar deluje pri njih, in to deluje, bo delovalo tudi pri nas. Bom pa zelo vesel vsakega komentarja, vsakega predloga, želje in seveda ne bomo mogli uresničiti čisto vsega, ampak nekako bomo že našli neko skupno sredino, skupno pot in zorganizirali take stvari, ki bodo dobre za vse. Za tiste, ki nimate časa iti na spletno stran ali pa nimate karkoli že, veselja za to, bom na hitro naštel par stvari, v bistvu bom kar prebral. Se pravi, kaj se dogaja, kaj se bo v kratkem dogajalo v prihodnosti tukaj pri nas. Prva stvar bo e-skupina spuščanje nadzora. Spuščanje nadzora za vse nas, ki čutimo, da moramo biti popolni, da moramo vse stvari narediti brezhibno, drugače nas ne bodo imeli radi, preprosto povedano, drugače nismo zadosti dobri, nismo vredni. In to nam lahko visi nad glavo nenehno, praktično ves čas. Mogoče se tega sploh še ne zavedamo, ampak samo čutimo nek stres, čutimo neko neprijetnost v življenju. Ta meditacija, ki jo učim, in metoda sama potem, ki se nadaljuje tudi z drugimi tehnikami, vajami, ti pomaga uvesti samoljubezen v svoje življenje na tak način, da ni treba več imeti tega nadzora, da zaupaš sebi, svoji moči, svoji svobodni volji, duhu in vidiš, da je to oboje eno in isto. Tako da ta e-skupina računam, da bo pomagala
marsikomu to začutiti, narediti prvi korak, mogoče že kar velik premik v življenju. No, ta skupina bo 19. maja v nedeljo ob 8. zvečer prek interneta. Vse je že na internetu, lahko se že prijaviš, dobiš dodatna navodila po mailu. Potem zelo se veselim tudi delavnice, ki bo, mislim, da je to en teden kasneje, sicer vikend 25. in 26. maj v Ljubljani. Delavnica v Bohinju pred enim mesecem je bila res močna, več kot 50 udeležencev je doživel zelo globoke premike in računam, da bomo tudi v Ljubljani to ponovili. Tako da, če potrebujete in iščete celjenje v življenju in iščete tehnike za sebe, potem vam priporočam to delavnico. Eden od glavnih, od ključnih stvari, ki so tudi meni všeč tukaj pri tej tehniki, je, da te nauči delati sam, da nisi odvisen niti od filozofije, niti od duhovnosti kogarkoli, niti od osebne pomoči kogarkoli drugega, ampak se naučiš vse delati in ustvarjati sam v svojem življenju, za svojo srečo, za svoj mir. Tako da na tej delavnici se to definitivno lahko naučiš. In konec maja, pogledaj si na spletni strani, vse je že objavljeno, lahko se prijaviš. Pridite, bo zelo močno. Mogoče še par besed, se pravi, ta delavnica bo trajala 2 dni. Začnemo v soboto ob 10. zjutraj, potem bomo imeli 3 sklope po 2 uri pa pol, vmes bo premor, v lastni režiji, boste šli kaj pojesti, se malo razveselili kakšnih počitka recimo. Potem naslednji dan v nedeljo spet začnemo ob 10. In imamo 2 sklopa po 2 uri pa pol. Teme teh sklopov so predvsem na začetku se bomo povezali, začutili, kje smo, nato bomo imeli v drugem sklopu intuicijo, urjenje intuicije, ki je glavna stvar za to, da lahko živimo na svoj način, da ugotovimo, da smo mi tisti sami, ki vemo, kaj je za nas najboljše, kako pravzaprav namesto nekih moralnih zakonov, kako lahko mi sami čutimo, kaj je pravzaprav za vse najboljše, ne samo za nas. Tretji sklop pa bo samoljubezen, meditacija samoljubezni in se bo tudi končala z meditacijo dihanja, z močno meditacijo zvečer, okrog 7. zvečer, po 8. je lep čas za meditirati. V nedeljo prvi sklop bo tematika izmenjava v odnosih, se pravi odnosi, kar je verjetno tudi ena od ključnih točk te delavnice. Ja, vsi vemo, da so odnosi lahko težavni, naporni, ampak ni treba, da so. In jaz ne verjamem, da je potrebno trpeti, da se naučimo, kako lepo živeti. Tako da, mogoče se da tudi na lažji način priti do tja. In poskusili bomo to spoznati v tem sklopu. In zadnji sklop je potem še zaključek, povezava vseh točk, zelo močen. No, to je delavnica. Po delavnici, se pravi par ur po koncu delavnice, v nedeljo 26. maja, pa sem pripravil skupaj s prijateljem Janom Tomšičem, priznanim slovenskim glasbenikom, en poseben tretman, sicer meditacijo dihanja, skupino celjenja, ob živi glasbi Jana Tomšiča. On je multiinštrumentalist in sem prepričan, da nam bo pomagal se sprostiti še veliko bolj globoko, mogoče kot ob običajni rock glasbi ali pa kakšni drugi glasbi, ki jo jaz ponavadi vrtim. Tako da tema celjenja, poudarek bo prav celjenje odnosov, to bo namera, s tem, da kot vedno pri dihanju lahko
izbereš svojo namero in naslavljaš karkoli želiš. Zelo priporočam. Prvič bom vodil dihanje ob živi glasbeni spremljavi. Se pravi, ob 7. zvečer v nedeljo 26. maja v Ljubljani, v prostorih City Yoga in delavnica in ta glasbena skupina celjenja. Več si preberi na spletni strani borutlesjak.si. Za tiste, ki ste v Kranju ali pa Ljubljani, imam tedenske skupine celjenja, ki se vedno bolj prijemljajo in precej vas že redno diha. Te skupine so zelo enostavne. Prideš, dihaš in greš, trajajo 1 uro, cena je 10 evrov, kar res ni preveč, kot kino plus kokice. In v sredo ob 7. zvečer v Kranju, v petek ob 5. popoldne v Ljubljani. Tema je vsakič drugačna oziroma jo začutiš na licu mesta. Zelo priporočam, enkrat na teden je minimum, da začneš v sebe privabljati svojo dušo, svojo vibracijo višjega jaza in samo ljubezen. In to ti potem pomaga uravnovesiti izmenjavo v življenju. Še vedno čutim močno vibracijo po svoji lastni meditaciji, ki sem jo prej imel. Zato bom še malo govoril. Se pravi, zato bom povedal še, da za tiste, ki ste v Ljubljani in želite zasebne seanse, ponovadi jih imam doma v Šenčurju, po dogovoru. V torek 7. maja pa bom ponudil 3 termine zasebnih seans v Ljubljani. Ker je to že zelo hitro, ne bom dolgo čakal več, kar se prijav tiče, tako da 3 termini so. Kdor prvi pride, prvi melje. 1 uro vsaka seansa traja, cena zasebne seanse je 100 evrov. Mislim, da lahko dobiš nekaj, kar ti pomaga spremeniti življenje. Tako da meni osebno se zdi to vredno. Preberite si več na spletni strani. Še zadnja stvar, ki jo bom povedal danes, je pa duhovni umik. V Združenih državah Amerike zaenkrat resno gledam in organiziram in zbiram informacije za prvi tak duhovni umik, ki bi ga izvedel. Nekaj interesa sem že dobil od vas in poskusil bom zorganizirati nekaj res močnega. Sam sem ogromen ljubitelj road tripov. Bil sem že precejkrat v Ameriki, zdaj že sploh več ne štejem. 4-krat sem z avtom prevozil coast to coast, se pravi, od ene strani do druge strani Amerike, v obe smeri. In vsakič je bilo zelo fajn, tako da bom šel še kdaj. Tokrat ne bomo delali take dolge poti, ampak se bomo osredotočali bolj na jugozahod Amerike. Mogoče bomo obiskali 2-3 narodne parke, ki so tam meni res najlepši. Odvisno od povpraševanja. Zato dajte mi povedati, kaj vas zanima, koliko časa vas zanima biti tam, koliko obiskati, koliko se prevoziti, koliko ob tem, koliko delati v smislu meditiranja, v smislu celjenja še zraven. Jaz bi rad to dvoje združil. Verjamem, da je že sama izkušnja take duhovne poti, že sama namera lahko veliko da, ampak rad bi zraven dodal še meditacije dihanja, tako da bom poskusil najti lepe kotičke v Sedoni, v srčni čakri sveta, pravijo nekateri, oziroma zemeljski čakri, pravijo. Vsekakor neverjetno lepo mesto, ki ti ostane v spominu zavedno kot nekaj najlepšega, kjer je vse rdeče, pečnato, skale, gore okrog in potem še vse hiše kot v pravljici, kot v kakšnem zelo čudežnem filmu. V glavnem, tej Sedoni v Arizoni bomo definitivno morda tudi prespali in imeli skupino celjenja. Gledam tudi Grand Canyon, gledam Joshua Tree narodni park
morda tudi Death Valley, dolino smrti, eno najljubših mest, kjer me popolnoma premakne. In končali bi pot pri Davidu Elliotu v Sandia Parku, to je blizu Albuquerqueja v Novi Mehiki. Tja je približno 1000 milj, skoraj čisto točno 1000 milj iz Los Angelesa, pozabil sem povedati, tam bi pristali z avionom, se pravi, leteli bi z avionom do tja. Več podatkov lahko dobite po mailu, malo jih bom še zbral, bom tudi še objavil, najavil več kmalu. Tako, varianti sta pa dve. Ena varianta je, da bi ta obisk naredili v oktobru, tam okrog 20. oktobra, trajal bi približno en teden do 10 dni. Druga varianta pa, da bi to naredili že v juniju, kjer je pa v Joshua Treeju ena Davidova delavnica oziroma umik in bi to tudi lahko združili. Kot rečeno, bom še ponudil obe varianti in podrobnosti poslal na mailing listo in tudi objavil na Facebooku in na spletni strani. Priporočam, da se prijaviš na mailing listo, da česa ne zamudiš. Na Facebooku včasih vidiš vsega, priporočam, da greš na Facebooku tudi na borutlesjak.si, seveda, če te stvari zanimajo in hočeš spremljati. Borutlesjak.si imam tudi na Facebooku, ime strani je pa Borut Lesjak Celje. Tako da tam se lahko prijaviš tudi v follow na See First, da res dobiš vsa obvestila. Drugače Facebook ne kaže vsega. Pa na moji spletni strani borutlesjak.si. Tako, danes sem bil malo daljši, za tiste, ki vas to res zanima. Zelo čutim, da vas je kar veliko. Nekateri se še niste opogumali, nekateri mogoče še malo čakate. Ponudil bom še določena orodja in nekaj od teh orodij, kakšne lastne meditacije, ki jih bom posnel, pa mogoče še kakšno, pravzaprav pripravljam tudi celo knjigo, kjer bojo zbrane te moje iskrice srčnih svečk, ki jih pišem. In to bom ponudil, nekaj od tega bom ponudil tudi brezplačno, tako da boste lahko preizkusili najprej, zakaj sploh gre, ker vem, da kdor se prvič dotika tega, ne more zares vedeti, kaj to je. Ja, tako da, prijavite se na mailing listo, da boste obveščeni, kdaj bo kaj novega. Veliko novega bo. Lepo bodite, se kmalu, upam, da kaj vidimo tudi živo. Lep pozdrav.